7. točko dnevnega reda, to je strategija reševanja romske tematike v občini Brežice. Tako pozdravljeni, vam je strategija reševanja romske tematike v občini Brežice za obdobje. Jaz bi rada prosil, da ostane še te, ker vidim, da notri pohodim vprašanje, kar nekaj vprašanj na vas. Za obdobje 9 let in sicer sledi določilom zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, kot tudi sklepom, ki jih je sprejela občinska komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice. Seznanjeni ste že, da je zakon o finančni razbremenitvi občin razširil tudi krog upravičencev do dodatnega financiranja na občine, kjer je za sklepom vlade tudi občina Brežice z začetkom leta 2021 uvrščena na seznam upravičencev do dodatnega financiranja in tudi, kot že rečeno, na podlagi zakona o romski skupnosti, ki pravi, da je tudi lokalna skupnost, ki ima evidentirano romsko naselje dolžna sprejeti podrobne področne programe in ukrepe, je občina pristopila in pripravila skupaj z zainteresirano javnostjo predlog strategije, ki je pred vami. Torej, strategija, komisija sama je sprejela sklep, da se pripravi strategija, pripravi oziroma izvede analiza. Takšen sklep je bil sprejet v mesecu aprilu v lanskem letu. Analiza je zajela ločeno in sicer prebivalce krajevne skupnosti Cerklje v Krki in pa romsko prebivalstvo v občini Brežice. Obe analizi z vprašanji in pa podrobnejšimi rezultati sta tudi vključeni v gradivo, ki ga imate pred sabo, na kar je na podlagi analiz pristopila občina k oblikovanju strategije in oblikovanju zastavljenih ciljev, znotraj posameznih ciljev tudi ukrepov. Sama strategija je bila v mesecu marcu v javni obravnavi, se pravi, anketa je zajela 147 prebivalcev krajevne skupnosti ter 94 oseb prepoznanih pod romskih prebivalcev v občini Brežice. Na koncu pa sama strategija predstavlja 12 ključnih prepoznanih ciljev, ker je prav gotovo najpomembnejši za občino cilj postavljen na prvo mesto, to je ureditev samih lastniških razmerij v naselju Hrušča v krajevni skupnosti Cerklje ob Krki. V času 6 mesecev po samem sprejemu strategije smo zavezani tudi k pripravi podrobnejšega akcijskega načrta. Hvala. Odpiram razpravo, bi pa sam še to na začetku povedal, da je v zadnjih dnevih izjemno ogromno pritožb, predvsem kar se tiče Romov, tako na disciplino, kraje, informacijskaj drugega. Zato bomo verjetno v drugi tedni za kakšnih ibanom skupaj nadelali dopis na policijo, na novo generalno direkcijo, kajti stanje postaja zelo nevzdržno, predvsem v Krki in pa tudi drugje, kar se tiče seveda samih Romov. Ampak to ni tisto, da se strategija nima pomena, kajti strategija bolj usmerja, kaj bomo mi delati. Seveda, to, kar pa se tiče glavnega reda, bomo morala na nek način policije in država skrbeti. Kaj je prvo? Zdravo. Dobro, Peter, Gerbej, tudi. Še povedaj. Dobro, zaključujem. Hvala za besedo. Nisem se imel namena oglasiti, čeprav ste mogoče, glede na to, da sem aktiv na tem področju pričakovali, da bom rekel par besed. Ampak
Oglašal se ravno za te pripombe, ki nikoli ne zagodite priložnost, da ne bi kontekstualizirali situacije z Romi. Jaz moram reči tak, bil sem do nedavnega člana oziroma celo predsednik te komisije, zelo bi pohvalil tudi službenko Kržanovo, ki je konstruktivno, pridno in vesno delala iz strani občine. In na koncu smo tudi bili dosti šli na teren, zadeve si pogledali in tako dalje. Ena tožba strani romske skupnosti je, da župana praktično nikoli še niso videli, da se drži, ne vem. Sami povedali, ampak to je bilo slišati. Zdaj, fajn dokument je, nujen je, upam, da smo držali tudi potem tega, kot je bilo rečeno, da bo v 6 mesecih sledil akcijski načrt. Seveda je pa vse odvisno od politične volje vseh nas in vodstva. Kakaj je politična volja trenutnega vodstva? Na formalni ravni ja, na operativni pa ne. Tukaj nosimo odgovornost tudi vsi pretekli 2 letih, ki smo mogoče zamudili kakšen vlak. Mi smo člani komisije imeli priliko prebrati ene dokumente iz leta, mislim, 96, kjer so se ugotavljali podobne reči in so se prihajali do podobnih zaključkov. Takrat je namreč občina razselila naselje v Dobovi in predstavila te ljudi v Jezice. Takratno javno mnenje je bilo bistveno boljše, se pravi, da obljube, ki so bile takrat narejene, da se bojo neke stvari, kot so komunalno ureditev naselja in tako dalje, izpeljale, se niso zgodile, nezaupanje s tem naraslo. Vse posledice, o katerih pa doskrat slišimo, so pa posledica življenja na robu družbe in tukaj, če ne bomo odpravljali vzrokov, se bomo soočili s posledicami. To pa stvarimo tudi prebivalci in tudi člani komisije, da bodo te posledice čedalje večje. Tako da dajmo iz tega dokumenta zdaj res to prejiti v akcijo, v delovanje, da pa ne bo vse, bom rekel, v negativnem kontekstu, bomo prenesel še eno novico v strani članice komisije, Moniki Ferenčak, ki zdaj že 3 leta prostovoljno dela 2-3 na teden, poučuje otroke in ravno za enim, ki je postal zdaj srednješolc, je odpravila popravni izpit, naredil je 1. letnik, fantom se pred enim tednom menil, delal v Termah Čatež, v kuhinji, v strežbi, vprašajo skozi in zdaj so ga zapustili preko študenta naprej in izredno ponosni. In je ena taka pozitivna zgodba, na kateri treba graditi in jo postaviti vzor. Seveda, kriminaliteta se dogaja, vse, kar je slabega, drži, mi pa moramo delati pozitivnih zgodbah, ker samo na ta način bomo neke stvari spremenili. Ja, jaz moram samo replicirati na teh stvari. Zdaj se jaz ne povrjam te stvari. Na mene se obračajo dnevno ljudje, piše in popisuje, tudi Vesti Kržanovi so pisali, koliko sem imel Krške vasi tudi zbor krajanov. Konc koncem obeleževal se je tudi mladi podžupan je bil na tem sestanku, oziroma oba, in podžupanja so bili na tem sestanku. Prav tako seveda na občini vodimo kar nekaj aktivnosti, med njimi smo se dobili parkrat tudi v Centru za socialo. Dobil sem se z lastniki zemljišč, vemo, da je problem bil te širši. Problem zemljišč je bil v tem, da je bilo v tem času, kar so jih izselili, kao da so jih izselili, postane bila ena družina samo na statišči, kako je sem drugih Romov tam nikoli poživelo, da bi imeli Romi naselje, ampak je bila ena družina se na smetišče, ko se je zaprlo naselila in so zahtevali, da na smetišču ne bojo živeli Romi. V tem času vemo, da je prišlo do sprememb, da je bilo vrnjena čas zemljišče, na katerem so bili do Gazicah Romi stanovanja v bistvu iz skupnosti, kaj je že to da skupnost v bistvu veliko lastnikov je bilo, ker je bila pašna skupnost in se jim vrnili to nazaj in seveda vemo, da je tam čez 50 lastnikov. Mi smo zdaj v tem trenutku tudi naredili cenitve. V Centru za socialno so se
njimi sklenili dogovor, da v primeru, če bomo mi prišli do lastništva, da bojo oni potem preko centra za socialo njihovih praktično pomoči tudi delno dokupili in da gremo postopek naprej. Dejstvo pa je, seveda, da vem, da tudi marsikateri močno pišete, da ne piše varuh človekovih pravic, da jim jaz ne zagotavljam tople vode, ker ponovim, če je to ustavna pravica, vem, da je ustavna pravica to, da se jim zagotovi voda, to smo jim. Topla voda pa vemo, da marsikdo je imel električno, zdaj tudi študenti, ki si grejo pa bi ljudje. Tako da jaz ne bi govoril, da nekdo meni očita, da ne delamo nič. Res pa je, da kar se tiče pa tega, da krade od ovc po koši, da nadleguje ljudem, da jim jamne tenisice, bi rekel, ne vem, nekomu otroku, da jim mobitele jamne in podobne stvari, na to pa treba upozoriti. In jaz mislim, da policija mora ukrepati, če hočemo biti enaki, moramo biti enaki tudi v redu in pa vsem ostalim. Zato bom vsakem primeru jaz, kot župan, tudi s kršnim županom, napisala peticijo na policijo, da pač to ustrezni stvari za to, da zaščiti naše občane. Zdaj, če pa meni ne verjameš, veš pa lahko, oziroma ti živiš v teh krajih, lahko veš, kako mnenje je teh ljudi, ko se čutijo vse bolj in bolj ogroženi. Predvsem za crkva in pa krščev. Alenka, če ne veš? Ja, jaz v bistvu imam dve nalogi. Ena je povezana z odborom. Naš odbor za družbene dejavnosti je pač kar dolgo in poglobljeno razpravljal o strategiji. Strinjamo se s tem, kar je rekel Peter, da je dobro, da je narejena. Akcijski načrt ne bo enostaven, sploh pa ne uresničevanje zadanih ciljev, kjer so pač tole različna mnenja. Vse veste, res oglasim takrat nekako, ko sicer se strinjamo na odboru, sedmi pa na odboru izrečenih tudi zelo veliko različnih vprašanj, pripomb, takšnih in drugačnih. Tako da tudi tukaj je bilo, smo nekako skušali celovito gledati na zadevo. Mislim, da je kakšna članica bila tudi šokirana nad rezultati same ankete. Se mi zdi pa, da je v bistvu na nek način dobro, da je tudi to objavljeno, kaj so ljudje pisali, ker v bistvu pač tečno si za tiskati oči. Takšno je stanje, ljudje imajo pravico do svojega mnenja, lahko to gledamo na en ali pa na drug način. Ampak mislim, da je vrednost te strategije tudi v tem, da dejansko to, kar itak vemo, je zdaj nekako črno-belem in bo najbrž tudi potem za kakšne druge stvari lažje. Čeprav seveda to brati mnenja ni vedno najbolj prijetno, sploh za nas, ki se nekako štejemo med humaniste, ampak hkrati pa se zavedamo, ker pač poznamo stvari temu tako. Tako da mi tudi pozdravljamo, mislim, da smo kar lep čas izdelavci, tudi Vesna, kot je bilo rečeno, tudi s tem verjamemo, da bo se s tem nadaljevalo in da pridemo do nekega dobrega rezultata. Je pa res, da stvari so mogoče v določenih segmentih res malo tako čudno zapeljane, ampak tako je, naša družba gre malo ekstremno na eni in na drugi strani in mogoče pa tudi mi v Brežicah pokažemo kakšno dobro pot. To jaz mislim, da bi bil en tak cilj, da bi bil naš primer takšen, da ne bi, recimo to, kar slišimo s Kirilov do Grma ali pa za police Novega mesta, v tem smislu ne kriminala, drog, alkohola in takih grdi stvari. To je tudi, je pa, mislim, da izjemno težka naloga. Tako da, kaj sem v bistvu hotela povedati, ker konkretno zelo težko ti rečeš, dobro je, da imamo, dobro je, da so te stvari narejene, lahko nas šokirajo ta mnenja, na eno, na drugo stran je pa da sem jaz po rodu tudi z območja, kjer smo v bistvu imeli zelo velikih različnih romskih družin na različne načine, tako da pač bi lahko rekli tudi, da vemo, da ni ne enim in drugim lahko, kakšna je pa prava pot, je pa vprašanje. Tako da, dajmo to vzeti eno pozitivo, potrdimo, potem pa seveda vsi, ki ste v komisiji in tisti, ki ste še bolj poklicani za to, da to akcijski načrt res naredim dobro. Kar je pa bila pripomba še na odboru, ampak to zdaj
ne bi se ukvarjali s tem, da je kriv, da ni kriv. Dobro bi bilo, da bi recimo v takih strategijah, pa če imamo posebno komisijo, kot je zato imamo, da bi nekdo od komisije bil tudi prisoten, ker je bilo kar nekaj takšnih vprašanj, na katere bi najbolj komisija lažje odgovorila, tako da to bo predlagano, da že so kakšne take stvari, pa da imamo posebej še nek organ, da mogoče tudi predstavnik, predsednik tistega potem na to sejo tudi pride in bilo vsem boljše in lažje. Hvala. Hvala, Aleksandar Gajs. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. V prvi vrsti bi rekel, da je definitivno zelo pomembno, da je verjetno sicer prepozno, da je pač občina postala pravičnost dodatnega financiranja z naslovom, če to naj orientirano romsko naselje. Ni zato edina točka, ampak definitivno je pomenjši od tega, da se lahko bolj v prihodnih letih, v prihodnem obdobju pač bolj aktivno začnemo ukvarjati s to tematiko. Verjetno ni dvoma, da je v preteklosti zelo premalo na tem področju nekaj, ampak da bi se v bistvu zred v prihodnosti in reči, da bomo aktivni in definitivno strategija prvi korak k temu, pač kot strategija govori nam, da pač daje neke smernice, kaj želimo doseči, je pa definitivno naslednji korak akcijski plan, tako je tudi nekaj samo tako težko bo ga sestaviti, kaj še da realizirati, ampak ostanemo pozitivni, kljub mogoče raznim vsem predsodkom in izkušnjam, ki jih nosimo vsi mi in ostali občani. Tu se definitivno strinjam s tem, da če ne bomo nič naredili, da samo še slabše. Je pa res, da upravično pričakujemo, mislim, strategija je sicer dokument, ki nalaga občini in vsem neromskim deležnikom neke smernice, ampak upravično pričakujem tudi od romskega prebivalstva, da se bojo, težko rečem, držali, da bomo imeli nek sistem daj dan. Če ne bo nič nazaj, na dolgi rok, vem, da bo še tista volja, ki jo imajo nekateri, da bo še ta šla spadala po vodi. Definitivno dokument potrebujemo, definitivno moramo iti napred, da rabimo to strategijo potrebno. Hvala lepa. Hvala. Hvala za besedo. Jaz sem postal pred dvemi meseci predsednik te komisije za spremljanje Romov v naši občini. Imeli smo 5 sestankov in jaz mislim, da se je nekaj naredili. Nekaj smo naredili, na teh sestankih smo se pogovarjali o reševanju tega problema, vemo, kaj je glavni problem, to je naselje Gazice, ilegalno naselje, pogoji za življenje so nehumani, tako da nekaj premikamo. Peter, jaz verjamem, da si mogoče razočaran, ampak kljub temu se pa nekaj premika. Jaz upam, da se strinjaš, tudi ostali člani komisije. Bi pa še tam par stvari povedal, glede te strategije, pa te ankete, veseli me, da ste tudi to anketo. Par zanimivih odgovorov v tej anketi in to anketo bojo mogli prebrati vsi deležniki v naši občini. Ne samo Romi, ne samo prebivalci, ki živimo tukaj, tudi nekaj ostali, ki so tudi del tega problema. To se pravi, policija, centar za socialno delo, šole in tako naprej, ki dejansko se to tiče vseh nas. Sami odgovori so tako zanimivi, par je tudi pozitivnih primerov, par dobrih primerov, dobrih praks, dobrih nasvetov, ki jih moramo upoštevati. In predvsem jaz sem vesel, da smo prišli do te ankete med lokalnim prebivalstvom in lokalnim Romi, ker to je dejansko pokazatelj prave slike in en korak k temu, da bomo enega dneva lahko res, bomo rekli, da bomo živeli drug z drugim v občini Brežice. Bi tukaj še dve stvari povedal, na to me je upozorila predvsem članica te naše komisije Monika Ferenčak, ki najbolj aktivno nekaj deluje v Gazicah in se tudi reševanje klimatike. Ko se dela popis prebivalcev, je bilo naselju 74 prebivalcev v Gazicah, ali naselju Krušče, danes jih je 84.
to se pravi, dejansko številke rastejo, tega se moramo zavedati, tudi tukaj moramo rekel, meni stvari malo pod kontrolo. Še določene podatke iz te ankete ven, če povzamem, določeni nasveti, tudi problemi, ki so jih oni sami izpostavljali, se mi zdijo na mestu. In bom sam tako rekel, da jaz mislim, da je vse izvedljivo, da lahko ta problem rešimo. Naloga je tukaj rekla, mislim, da Lenka, zelo težka, ampak izvedljiva. Če poslušamo drug druga in upoštevamo vse predloge in nasvete, ali pripombe, ki jih je bilo kdo od teh deležnikov v nekaj izpostavil, vse bo izvedljivo, vse bomo rešili, če smo pogovarjali, če bomo delali kompromise in če bomo poškodili. Potem nam bo tudi rad. Tako ki tudi piše o 6 mesecih poteljali akcijski načrt in jaz upam, da se občinska uprava, da se bo tega lotila resno in dejansko, da bomo naredili konkreten premik, da bomo dokazali, da se da nekaj narediti. Ne, da sam javno, kaj bi lahko, kaj ne in tako naprej. Mi pa smo stvari izpostavili, ki je zdaj že pažno pomenu. Tudi prejšnji teden je bil incident v Krški vasi, dejansko vprašujem, da bom rekel, pretepa obročnavanja bila je policija in dejansko tudi to stvar, kako bomo poslušali. To ni samo ena stvar, da so, bom rekel, da so obikrati zgodbe, saj in tudi dejansko se tudi posediči vseh nas. In jaz sem bil v torek na sestanku sveta krajevne skupnosti, skupaj z Milo, so da tam prisotna kot podžupan, jaz kot predsednik te komisije. Svet krajevne skupnosti bo podala dopis na občino in jaz sem se tudi obljubil sem, da dejansko se bomo tega na občini vzeli resno in dejansko bomo poslušali ali pa dejansko to narediti in kompromisne vrste, bom rekel, zagotoviti vsem nam, ki so tukaj normalno življenje. To je za enkrat tri strani in jaz upam, da vemo biti samo malo potrpežljivi in ne se takoj za vsako besedo, ker je neki omen za nazaj obregati izgubljati čas. Vemo si nam pregovarjati, vemo najbolj rešitev. To, kar je, to je življenje. Hvala. Hvala. S tem zaključujem in bi imamo glasovanje. Želite glasovati? Ja, par ključnih točk. Potrpežljivost. Dva dokumenta iz leta 97, pravi manj do 30 let, ki so bile narejene strokovne podlage za spremembo in dopolnitev planskih dokumentov občine Brežice, romska problematika in zapisnik iz občinskega sveta, tudi nekateri svetniki so že takrat so bili na občini zaposleni in sedijo med nami danes kot svetniki. Pravi, ta potrpežljivost bo res potrebna, ker pri 30 letih, kot sem že rekel, so bile ugotovljene zelo podobne reči in zdaj smo v bistvu v 30 letih nazadovali. To je porazno. In tudi to je dejstvo, ki se ga moramo zavedati. In ta trend treba obrniti, če ne bo dobro. Zdaj, glede premikov, premiki so najtežji glava in moramo zavesti par stvari. Prvič, v Sloveniji nikjer na svetu ni krivda kazenska, kolektivizirana. Kdor je storilc, se ga preganja, zato imamo organe pregona, se ga kaznuje, tako naprej. Ne moramo kolektivizirati krivde in če iz vodstva občine pride logika, zaščiti bomo naše občane, pač ta premik glavi, ki ga bo mogel tisti, ki posebej vodenje narediti, upam, da se bodi si ta premik zgodil, ali se bo pa naredila sprememba. Tudi Romi so občani občine Brežice. In ko jih bomo razumeli kot del našega skupnostnega telesa, se bomo te zadeve lotili iskreno. Vidim, da med nami sedi tudi moj sosed iz Rezic. Jaz se v marsikeri zadeve z njimi strinjam, tudi je krivice na obeh straneh. Ljudje, ki so postali lastniki teh nepremičnin in ne morejo jih uporabljati ali ni imeti kakršnekoli koristi, tudi to je krivica. In pač treba poznati dejstva in treba odpravljati te zadeve pri vzrokih.
ker vse ostalo so samo posledice. In s posledicama zelo enostavno manipuliramo, ni pa najbolj konstruktivno. Torej, glasovamo za, upanju, da se 30 let kasneje ne bomo pač pogovarjali, kakšne stvar rešiti, ampak bo rešeno. In tudi sam aktivno sodeloval naprej, da smo. Ja, pred gremo na glasovanje, smo se moram še par stvari pojasniti. Zdaj to, da občina ni nič naredila za njih, pa tudi jaz osebno, ker vidim, da to zdaj spet nekdo bi malo rad te svoje politične prav, ni res. Res je, da sem jaz bil eden med tistimi, ki sem zelo zgodaj naredil vse, da sem prišel do pitne vode. Zato sem nas tudi uvadil, mislim, takoj na začetku mandata, ko sem prišel na občino in smo dobili celo na občini ovadbo, smo pa seveda jim zagotovili pitno vodo v skladu z zakonom, ker smo pitno vodo naredili števec na samem javnem dobro, kajti vemo, da v nelegalne objekte smeš priključevati ne pitne vode, ne elektrike. In to, da oni nimajo elektrike, ni stvar občine. Druga stvar je, kar jaz mislim še, ko je bil gospod Udovič, smo kar nekaj poskrbeli, da so dobili cesto, da so jim nasipali redno in še marsikaj drugega. Prav tako sprememba, kot je bilo rečeno 97, mislim, da 2017 smo spremenili, da je postalo končno to zazidljivo, da bi lahko ušli v naslednji postopek, kaj je smo 2014 bo spremenjeno. Evo, 2014 smo tudi spremenili, vemo, kak je problem spremenjati zakonodajo in pa narediti zazidljivo področje, ki je bilo, vemo, da je bilo to nekak manj na travnik in smo tudi to naredili. Koliko jaz smo precej za šolo komunicirali, tudi dodatnega, mislim, da dodatno pomoč šole financiramo. Tudi komisijo imamo, s katero sodelujemo in se stvari določene premikajo. Prav tako smo marsikaj tudi še naredili, od tem, da smo pomagali društveni sem. Tako da definitivno v občini sigurno se zavedamo, pomagamo, res pa je, tako kot je povedal tudi Bogdan, da treba pač na obe stvari določene stvari urediti. In tudi to, da smo sploh prišli do strategije, ni bilo nasame, smajno reči, da je bil kar veliki odpor tudi določenih ljudi, zakaj sploh te anketne vprašanje, ki bo to pošiljamo domov. Tudi to smo šli in smo naredili. Tako da jaz ne bi rad, da bi nekdo nam učital zdaj, če da se nič ne naredi, vemo pa, da te stvari niso enostavne in da ne grejo hitro. Res pa je, pa še vedno trdim, da to, kot je si sam povedal, res gre za kolektivno odgovornost, ampak tu mora policija tudi poskrbeti, pa tožilstvo, da bojo tisti, kjeri so problematična, jih tudi ne kolektivno oziroma osebno tudi stavati in vse sankcije. Ne pa to, da pač, ko že pride, to so Romi, ko smo jim jaz in nič ne moramo, se nimamo zakonske osnove, brez veze, da jih popišemo, ali pa bilo kaj tako. Marsikatero občan sploh reče, kaj bomo to sploh več prejavljali, se tako ne bo neč. In to ne smemo doseči, mi moramo doseči, da odgovarja tisti, kjer ni vredo, pa doseči pa tudi seveda maksimalno na tem, da bomo naredili vse, kar je v naši moči. In to verjetno bomo, to delamo tudi dogovor recimo socialno. Imamo dogovor tudi čeprav s gospodom Moniko, da se dobimo še tudi, da vidimo, kaj še lahko naredimo. In seveda tisto, kar je naše moči, bomo naredili. Je pa naša želja tudi, da čim prej probamo rešiti zemljišče. Res pa je seveda, da pri teh zemljišče smo omejeni za ceno, kajti dejansko moramo to narediti v skladu z cenitvami. Je pa problem večji in ni problem sem tem, da gre za 1 hektar. Dejstvo je seveda, da ti vlastniki bi radi na način, da občina kupi vseh teh, oziroma skoraj 6 hektarov zemljišč, kajti tudi tiste bi rekel, njive oziroma travniki, gozdovi so na nek način neprimerni več za kmetovanje zaradi raznih težav. Tako da mi imamo te trenutne najene, se bomo pogovorili z njimi, če bojo prispeli najani na to, bomo šli tudi v ta neenostavno polarni, bi rekel, način dela, da probamo rešiti tudi vlastništvo in to osnovo, da bo tudi se lahko legalizirati. Moram pa reči, da sem pa danes dobil eno pohvalo na občina, da prav z strani enega Roma, ki si je uredil izven stvari in je celo pohvalo dal, da pač občina lahko korektna in končno tudi on bo bil tako korektni do občanov, kajti tudi sosedje so v dovojni primeri pozitivni do njega. Toliko bi pa se zaključen, bi šli na glasovanje. Prisotnost.
Zdaj pa glasujem. Soglasno potrjeno, prehajamo na 8. točko.